Zato bi jaz rekel, da mi od Ustavnega sodišča pričakujemo neko preprosto rešitev, da zadrži izvajanje tega spornega 82. člena in da tako, kot je že storilo v kakšnem drugem primeru, pove, kako se lahko volitve v državni zbor v jesenskem času izvedejo, da ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov in pa sporov okrog tega, kdo je imel prednosti ali pa ne pri volitvah v državni zbor. Nam se zdi, da je uveljavljanje volilne pravice naših državljanov, ki imajo stalno bivališče v tujini, nesporno in da ne postavljamo pod vprašaj, postavljamo pa vprašaj pa ureditev, ki po našem prepričanju pušča dvom, ali je enakost, tajnost, neposrednost volitev zagotovljena na ta način kot pri državljanih v domovini. In ali ne gre za nekatere rešitve, ki so prekoračile to možnost in bile podrejene zgolj samo cilju, da bi čim več ljudi lahko glasovalo, ne pa tudi na kakšni podlagi. Zato postavljamo vprašanje Ustavnemu sodišču, da te rešitve preveri, predvsem da preveri, da je možno glasovati vsakemu po neurejenih volilnih imenikih ali pa neka naprejšnja najava potrebna, kako zagotoviti, da se bo istovetnost lahko bolj nesporno ugotavljala in na kakšen način zagotoviti, da bodo vsi kandidati imeli enake pogoje in enake možnosti za presojo pri slehernem volivki in volivcu. Če tega ni, če se pošiljajo prazne volilne karte in nihče, tudi diplomatsko-konzularna predstavništva ali na nek drug način niso obvezni sporočati, kakšne so kandidatne liste, kdo se kandidira, potem se lahko dopušča možnost tudi, da se kandidatom sporoča ime samo enega kandidata iz samo ene stranke, ne pa tudi vseh drugih in na ta način v svobodni zbor volivcev dvomi. Tudi sam pričakujem, da bo Ustavno sodišče o tem odločalo čim prej in v skladu s svojimi pooblastili odločilo tako, da bodo tudi volitve v državni zbor potekale brez kakršnakoli dvoma glede tega vprašanja in da se ne bo ponavljalo na nek način kavbojski način izvajanja tega dela volitev, ki smo bili ga priča pri predsedniških volitvah. Mi pričakujemo, da bo Ustavno sodišče to našo zahtevo skupno sprejelo, da bo ravnalo v skladu z bi rekel, enim pozitivnim pravom in seveda, da bo odločilo tako, kot je tudi na koncu te naše dokumentacije predlagano v prvi in v drugi točki teh predlogov. In v bistvu jaz upam, da bodo ne le začasno, ampak dokončno razveljavili 82. člen zakona o volitvah v državni zbor.